Čarali bomo v naslednjih minutah, kot sem danes že omenil, Prehlad je namreč zapustil našega Sama Sebastiana. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes bova pokeraša. Tako, ja. Jaz sem v bistvu videl, da v teh recesijskih časih nam preostane samo še igranje lota, ampak sedmice pač ne zadene čisto vsak. Jaz se nisem zadev, tako da sem videl, da mi preostane samo še kakšna igra na srečo, recimo poker za denar. Edino slaba lastnost je to, ker me pol nobene igralnice zdaj več nočejo, pa ne da bi bil tako dober v tehniki, ampak pač imam srečo ali pa dobro intuicijo in potem pobereš z denar in za me nikamor več ne spustijo. Zato sem se odločil, da bom to jutro, ker čutim, da je en tak fajn dober dan, bom s tabo igral poker za denar. Dobro. Imaš kaj proti? Moj račun bo imel zelo proti, verjetno, na koncu koncev. Glej, ti dam prednost, pa bomo tako naredili, da ti ne boš rabo staviti. Igrala bo v 3 partije. In jaz imam dober občutek, da bom jaz zadev vse 3. Če zadenem vse 3, potem je ok, če pa ne zadenem, pa lahko vzameš denar. Bom samo jaz stavo denar, ti pa ne rabiš. In zdaj, da bo bolj preprosto, da ne bova igrala z vsemi kartami, bova igrala samo z najmanjšim možnim številom kart. Za poker to je v bistvu 10 kart, vsak jih dobi 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To damo stran zdaj. Seveda pravila so taka, lahko pogledaš, da niso označene in kar premešaj jih, prosim. Glej, igra je zelo preprosta. Karte razdelimo takole na mizo, 10 kart. In v bistvu si izbereš eno karto in jo povlečeš k sebi, recimo tako. Pa kar ti vzami eno. Ja, pa naprimer tako. Pa to, rečemo. Zdaj, čeprav ne veva, kakšen hand imaš, bom jaz vseeno si upal staviti en. Vem, da ni dosti, ampak nekaj pa je. Za kavo pa je, Tako, kar poglej, kaj imaš. Čisto odprem? Ja. Opa. 3, to je zelo dobro. Ček, da vidim, kaj imam jaz. Nimam veliko možnosti proti tebi. 3 bi v bistvu premagal moj par, ne? Ampak ne, če bi imel še en 3 zraven. Super, se vem, da bom zgubil. Tokrat mi je šlo, ampak greva še enkrat, prav? Pa mislim, da mi tokrat, jaz mislim, da bom, veš kaj naredila, jaz bom tokrat si upam staviti, da še malo zraven tukaj. Če bo sreča torej na moji strani, bo že za kosilo, takšno fajn večje kosilo, dobro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Premešaj, prosim. A si kdaj igral drugače poker za denar? Ne, nikoli. Glej, ti dam še eno prednost, bom jih nekaj kart obrnil okoli, Recimo tako. Pa da vidimo, kaj imamo. In glej, nekaj kart vidiš, nekaj kart ne vidiš. Dam ti prednost, da poveš, ali naj vzamem navzgor obrnjeno karto ali navzdol obrnjeno karto. Navzgor obrnjeno karto. Navzgor obrnjeno vzamem? Ja? Ja. Ti si na vrsti? Vzamem navzgor obrnjeno ali navzdol obrnjeno? Navzgor obrnjeno. Novega kralja. Zdaj? Navzgor obrnjeno. Navzgor obrnjeno. Navzgor obrnjeno. Ti si na vrsti? Pa dajmo reči to. Trenutek resnice, Matej. Kar poglej, kaj imaš. En par. En par. Matej. Jaz imam tudi en par, ampak imam še en par. Torej 2 para in sem ti spet zmagal. Zdaj smo pa na velikih vsotah, že počasi. In glede na to, da mi tako dobro gre, jaz mislim, da bo tretjič si upam iti staviti. Da vidim, če še imam kaj sploh s sabo. Po mojem še dobro, da ne igrava slabši poker, ker bi bil čisto enak na koncu tele igre.
Nekaj pa še imam. To pa se zdaj resne stvari, Matej. To pa je že... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matej, ne gre za to, da bi te hotel kakorkoli s tehniko pretentati, kar izvoli premešati. Gre za to, da poskušam vplivati sicer na tvojo odločitev, katero karto boš vzel. Pazi zdaj, ker je v bistvu vse od tebe odvisno. V tej zadnji partiji pa narediva tako, da boš... Ti pokaži, katerokoli karto dobim jaz in katerokoli karto boš dobil ti. Tako da je vse od tebe odvisno, katera karta gre meni, katera gre k tebi. Ker izvoli, pokaži eno karto, katera gre k meni, ta gre k meni. Vzami ti karto, katera gre k meni. Zadnja. Zadnja gre k meni. Katera gre k tebi. Katera gre k meni. Sredinska pri teh treh. Ta. Katera gre k tebi. Zvon to vzel. Katera gre k meni. Prva tukaj. Tale. Ja. Dobro, katera gre k tebi? Zvon za to. Dobro, pa še eno prednost ti dam. Naprimer, zadnje dve karti bomo pogledala. In lahko sam odločiš, katera karta gre k tebi in katera karta gre k meni. In pazi, da ne boš rekel, da kakorkoli te probam dobiti. Odloči se, kakorkoli želiš. Jaz bom vzel fanta. Sigurno? Ja. Da ne boš rekel potem, boš šel domov, tukaj imaš 130 €, prisilo me je, da vzamem fanta. Lahko si premisliš, če želiš. Ne. Če zmagaš, dobiš 130 €. Torej, dvojka gre k meni? Da. Dobro. Poglej, kaj imaš. Čisto nič, oziroma en par celo. Matej, mislim, da mi kar dobro kaže zaenkrat. Sicer en par imam jaz tudi, ampak ti imaš višji. Tvoja fanta bi te premagala. Ampak jaz sem na srečo še en par zraven in mislim, da Matej tokrat je sreča na moji strani in vedel sem, dober dan je danes, pa še nekaj sem zaslužil. Ja, super, hvala Bogu, da je to tvoj denar, da ni še moj. Sam Sebastian, za konec še samo da poveva, tale konec tedna odhajaš na Češko, nekaj čisto posebnega se tam dogaja, kongres. Tako, magični kongres v Pragi in gre za mednarodni kongres, kjer bo tudi seveda tekmovanje, katerega se bom udeležil, pa da vidim, kako bo. V kategoriji mentalna magija tudi tekmuješ? Da, na teh tekmovanjih imaš različne kategorije in mentalna magija je ena od njih, to je tista disciplina, ali kako naj temu rečem, v kateri se jaz urim. In me prav zanima, kako bo, pa sem pričakovan, tako da se že veselim. Super, naslednjič prideš sem s svežimi vtisi, lepo se imej, čim boljši uspeh. In znova kakšen trik, jaz pa moram pokrat začeti študirati konkretno. Žal mi je, ampak več sreče prihodnjič. Dobro, hvala lepa, sam Sebastian.